Torej, če se slučajno to zgodi, najprej poklicati pomoč in takoj zatem dati otroku, če je starejši od 1 leta, med 10 ml medu. In to na 10 minut, 5 do 6 krat zapored, in s tem lahko otroku rešite življenje. Namreč med je viskozen, oblije ploščato baterijo in s tem prepreči pretok električnega toka, kar je glavni mehanizem poškodbe sluznice požiralnika, poleg iztoka alkalnih snovi in poleg grobega mehaničnega pritiska. To je pač endoskop. In tukaj noter je delovni kanal. In čez delovni kanal se potisnejo pripomočki za odstranjevanje tujkov, od krokodilčkov, aligatork. Zelo zavisi od tipa tujka, kakšno vrsto pripomočkov uporabimo. Je pa zelo priporočljivo, če vemo seveda, kater tujek je v prebavni cevi, da če imamo podoben tujek, če ga starši seboj prinesijo ali ga slučajno imamo, da poskusimo že izven otroka pred samo endoskopsko preiskavo, kakšen pripomoček bi bil najbolj optimalen, na kakšen način bomo najlažje odstranili ta tujek. Sem Matjaž Homan, sem zaposlen na otroški kliniki že več kot 20 let, pediater, gastroenterolog in hepatolog. Za ploščato baterijo se uporabi takšen pripomoček, ki ima kleščice z tako konico kleščic, ki čvrsto zagrabijo del ploščate baterije, ki imajo trojni mehanizem delovanja, če se zagozdijo v požiralniku. Najbolj nevaren mehanizem delovanja je, ker steče električni tok od pozitivnega na negativni pol. V Ameriki, kjer imajo zelo dober register takih zaužitij, leta 2019-17 otrok umrlo. Popolnoma zdravi otroci so to, ki so zaužili akcidentalno to baterijo, ki se je zagozdila v požiralniku in je pač ob odstranitvi prišlo do arterijske izkrvavitve. Lahko pride tudi do fistule med požiralnikom in sapnikom. To se je zgodilo pri nas konec lanskega leta, pri enem otročku starem 1,5 leta, kjer je bila baterija zagozdena v požiralniku več dni in smo potem ob odstranitvi z endoskopom ugotovili, da je prišlo na žalost do patološke komunikacije med požiralnikom in sapnikom. Otrok je bil 3 mesece hospitaliziran na naši kliniki. Zgodba se je končala zelo srečno, z enim zelo uspešnim operativnim posegom in ta fantek zdaj veselo in uživa vso hrano, pač kot vsi ostali zdravi otroci stari 1,5 leta. Imamo ogromno lepih zgodb in moram reči, da je občutek res velikega notranjega zadovoljstva, če nekega zelo bolnega otroka uspeš pozdraviti in potem, ko pride v ambulanto po uspešnem zdravljenju, se razveseliva en drugega in to so res taki lepi trenutki, ki jih ne moreš nadoknaditi z ničimer drugim, kot ravno s tem, da je nek zadovoljen otrok, zdrav otrok in zelo zadovoljni in srečni starši. Moram pa reči, da bi težko bil karkoli drugega kot to, kar sem, skratka, da zdravim otroke. Se mi zdi to zelo zanimiv poklic in ga priporočam kolegom. Ravno na naši kliniki začenjam projekt registra zaužitja nevarnih tujkov, ploščatih baterij, močnih magnetov. S kolegico dr. Evo Oršič sva začela 1 mesec nazaj ta projekt. To bo evropski projekt, namreč pri nas bo centralni register za celo Evropo, kjer bojo kolegi iz cele Evrope pošiljali podatke za njihove paciente, ki so zaužili nevarne tujke in bomo iz tega pač ugotovili, kakšne so bile najpogostejše posledice, kakšni so bili zapleti, kako mogoče bomo lahko preventivno preprečili, da bi sploh do teh zaužitij prišlo. Na ta način s temi podatki bomo poskušali tudi akcije na političnem nivoju, na Evropskem parlamentu, kako bi prepričali proizvajalce teh baterij, da bi začeli proizvajati takšne, ki ne bi delali take škode. Najbolj prepoznaven proizvajalec je že začel proizvajati baterije, ki so nameščeni v plastičnem ovoju in moraš ti škarice uporabiti, da obrežeš celo baterijo, da ti sploh pade ven. Verjetno ob tem so ljudje razburjeni, zakaj delajo tako neumno embalažo, ampak to je s svojim namenom. Če bi ti odprl pa 10 baterij ven pade, je veliko več možnosti, da bi otrok to baterijo zaužil, kot če moraš ti vsako posebej obrezati, da jo sploh lahko uporabiš. Poleg tega so Duracell baterije tudi take, ki imajo grenak priokus. Če otrok zaužije, je grenak priokus in včasih vseeno potem izplune in ne pogoltne. Skratka, poskušali bomo tudi s temi podatki iz Evropskega registra, bom rekel, vplivati na politiko, na proizvajalce
da se bomo vsi skupaj bolj zavedali tega velikega problema nevarnih tujkov, v tem primeru ploščatih baterij za otroka.